Iran se zdaj ozira proti vzhodu, da bi obšel ameriško pomorsko blokado svojih pristanišč. Višji iranski trgovinski uradnik pravi, da Teheran raziskuje možnost uporabe Karačija in Gvadarja v Pakistanu kot središč za ponovno izvažanje iranskega blaga na druge trge. Pakistani lahko Iranu dobavljajo tudi osnovne izdelke in industrijske materiale. Ne pozabite, Pakistan je posredoval med ZDA in Iranom. Nekateri pa so bili kritični do dvojne igre, ki jo lahko igra Islamabad. Če bi se ta predlog uresničil, bi lahko Pakistan izpostavil političnim pritiskom ali celo sekundarnim sankcijam iz Washingtona. Z mano v studiu za večjo razpravo je naša dopisnica ET24 News, Bilal Sladin. Bilal, kaj bi to pravzaprav pomenilo? Blago bi prečkalo mejo v Pakistan in nato zapustilo državo. Ampak kakšno tveganje bi Pakistan prevzel, če bi to dejansko dovolil? Blago, o katerem govorimo tukaj, je samo blago, ne govorimo o nafti. To mora biti tukaj jasno, ker če, na primer, primerjamo tanker za nafto s tovornjaki, naftni tanker prevaža 2 milijona sodčkov nafte, medtem ko bi za prevoz take količine sodčkov potrebovali 8 do 10 tisoč tovornjakov. Torej gre tukaj res samo za blago. In to je zelo pomembno za celotno razpravo, ker Američani obravnavajo ne vojaško in ne naftno blago drugače kot tisto, ki dejansko pomaga iranskemu režimu. Tako Pakistanci seveda tvegajo sekundarne sankcije, vendar ne govorimo o Pakistanu kot celotni državi, temveč o pakistanskih bankah in podjetjih. In seveda diplomatske vezi z Washingtonom, ki bi lahko bile resno prizadete. To ni nekaj nepomembnega v Pakistanu. ZDA jim na primer pomagajo z posojilom IMF, pomagajo jim pri protiterorističnih dejavnostih in zagotovo so obrambne vezi med državama nekaj, kar je za Pakistan pomembno. In tukaj moramo tudi upoštevati, da cesta med iransko mejo ter Gvadarjem in Karačijem prav tako poteka skozi to regijo Balučistan, tako v Iranu kot tudi v Pakistanu, ki je separatistična regija, ki je bila vedno zelo problematična z vidika varnosti, in to je še ena nevarnost. In nazadnje, a najpomembneje za Pakistan trenutno, vprašanje posrednika. Pakistanci želijo posredovati in pri tem morajo ostati nevtralni. Če bodo Američani začutili, da je to preveč in da dejansko pomagajo Irancem obiti njihovo blokado, potem bo scenarij z Američani drugačen in tudi njihov pristop k celotni zadevi posredovanja bo drugačen. Veliko tveganj. Torej, Balik, kaj bi bilo dejansko koristno za Pakistan, če bi to izpeljali? Kakšne bi bile prednosti? Najprej pristanišče Gvadar je na primer leta 2025 obravnavalo le 8400 enot tovora. To je zelo malo in morajo pristanišče aktivirati ter seveda pridobiti denar iz tega in seveda upravičiti naložbo v to pristanišče. To je prva stvar. Druga stvar, na katero pomislim, je vzvod, ki ga bodo imeli na 3 različnih ravneh. Na Irance, izkazujejo jim uslugo kot sosedje. In seveda z Američani tukaj lahko to uporabijo kot adut. In tudi Kitajci, se spomnimo, da je Kitajska tista, ki dejansko upravlja to pristanišče. Podjetje, ki ga upravlja, pripada državi oziroma kitajski državi. In to je seveda še en vzvod, ki ga lahko imajo. Torej vse skupaj, to je edina stvar, na katero se lahko spomnim. Ampak spet, to je samo sivo območje, kjer se lahko držijo pod pragom, da jih Američani ne sankcionirajo. In to bo zanje koristno ekonomsko in tudi nekoliko diplomatsko s Kitajci in Iranci. Omenili ste Kitajsko. Ali obstaja možnost, da se Kitajska posredno vključi v to situacijo, saj so lastniki pristanišča? Kitajsko podjetje lahko, veste, verodostojno zanika vpletenost, saj lahko to preprosto spregleda. Medtem ko Pakistanci, podjetja, izvajalci in banke to omogočajo. Spet smo na sivem območju tukaj. Vendar bodo na neki ravni izpostavljeni ameriškim sankcijam, čemur se seveda želijo izogniti. Toda ta podjetja, kitajska podjetja in izvajalci bodo zadnja na seznamu za ameriške sankcije, ker jih drugje potrebujejo. In zato vedo, da če bodo sankcije prišle, bodo najprej prizadele pakistanske subjekte in ne
kitajskih. Torej, vsaj za zdaj, če to dejansko uspe, bodo počakali na možnost verodostojnega zanikanja, kot smo rekli, in seveda korist, ki jo lahko iz tega pridobijo. Prav, Bilal, hvala za poglobljeno analizo in temeljito razlago, kaj lahko pričakujemo od nekaterih teh pakistanskih pristanišč. Cenim to. Hvala.